Ojla, dragi starši, Dober dan. danes sva tukaj oba dva izjemoma, zato ker bi rada z vami podelila izkušnjo delavnice Težje teme v odnosih, ki sva jo imela v petek. In zakaj bi rada prav to delavnico podelila? Zaradi tega, ker je bilo toliko enih aha momentov, toliko enih staršev, ki so prišli v stik z zelo pomembnimi vsebinami, ki so jih na koncu delili z nama. In mogoče tudi zato, da vi vidite smisel v tem, kako je dobro se izobraževati v bistvu in da se da izobraževati tudi v tem, kakšne imamo medsebojne odnose oziroma kako razumemo medsebojne odnose. Mogoče to, da jaz sem videl, da so bili ljudje v bistvu najbolj presenečeni nad tem, da se o težkih temah da govoriti celo z ljudmi, ki jih ne poznamo. In v bistvu ta izkušnja, da sploh zmoremo govoriti o nekih temah, ki so nam težke, na način, da se ne, bom rekel, popolnoma razgalimo, da ne brskamo po svoji preteklosti, da se ne poškodujemo še bolj, kot smo pa že poškodovani ali pa ranjeni, ampak da o tem lahko govorimo na en varen način. In ko to delimo z drugimi, to je bila v bistvu tista izkušnja, ki je vse prvič zelo navdušila, zelo presenetila in vsi so v bistvu dobili to kot neko osebno izkušnjo, da so šli čez neke svoje zadržke. Kar je bilo meni tudi zanimivo, da je bilo zelo veliko humorja, ampak ne takega humorja, da bi se posmehovali ali pa da bi bilo cinično, ampak prav to, ko smo se skozi neke zgodbe, ko smo jih iz druge plati pogledali tudi. Pač učili smo se, kako težko zgodbo lahko pogledaš tudi z perspektive, ki ti pomaga, da jo preživiš, da se z nje nekaj naučiš, da jo lahko uporabiš kot izkušnjo za prihodnost, recimo. In meni je bilo to, ta sproščenost mi je pač zelo tudi olajšala delo z ljudmi in tudi pač tako veliko skupino, ki sva jo imela, res ni preprosto delati na takšni temi. Mogoče to, da kaj je težka zgodba, tukaj ni nekega pravila. Vsak na svoj način doživlja življenje lažje ali pa težje. In govoriti o tem, kje nam je težje, je že en drugačen vzorec, ker mi v bistvu imamo to, da se o tem ne govori, da to moraš nositi sam, da moraš sam zlizati svoje rane, da ne bomo obremenjevali drugih. Ali pa da je z nami kaj narobe. Ali pa z nami je nekaj narobe, če je nekaj težkega. In v bistvu to so neki taki to so zelo močne ovire v jedru, da se sploh ne lotimo niti biti v stiku s temi temami, niti se zavedati, kaj se okoli tega dogaja, kaj šele, da bi to s kom delili. In vse te izkušnje so udeleženci, ki so v zelo velikem številu hvaležno se udeležili te delavnice, vse to so dobili. In ko so potem s tem še šli v izkušnjo, da to lahko delim in da še druga izkušnja potem, ki je bila pa, bom rekel, nadgradnja ali pa res presežek, ta občutek, da sem slišan v tem in da me nekdo razume. To je pa bilo pač tukaj se je pa potem res intenzivno dogajalo. In mogoče sporočilo te izkušnje ali pa sploh vseh izkušenj, ki so jih ljudje delili na tej delavnici, je, ko imamo nekoga, ko imamo partnerja, s katerim smo v nekem varnem odnosu, da lahko delimo, da smo slišani, ne rabimo nobenih rešitev, ampak samo biti slišani in imeti prostor v tem smislu, je rama, na katero se lahko naslonim in upam si nasloniti na to ramo.
Sam ta izkušnja je bila nekaj, kar je ljudem, bom rekel, popolnoma obračala perspektivo pogleda na to, kako živeti bolj povezano, kako živeti za manj bremena. In kako tudi videti težke teme na drugačen način, da niso težke, ampak da so kot neka preizkušnja, neki izziv za to, da nekaj prerastamo. Ampak jaz bi tukaj vseeno mogoče malo danes, ko sva oba dva izkoristila priložnost, pa bi mogoče vrgla eno provokacijo tudi tako v najin odnos, pa bi mogoče tebe vprašala, Albert, a ti razumeš ljudi, ki ne upajo priti na take delavnice, ali pa ne, da ne upajo, da mislijo, da pač to preprosto ni za njih in da se oni na tak način ne bojo ukvarjali s temi stvarmi. A razumeš recimo z te perspektive nekoga, ki pač se na tak način odzove? Pač popolnoma razumem, ker sem jaz, bom rekel, prvi primer teh ljudi, ki ne bi šel nikoli na kakšno tako delavnico pred časom. Skratka, moja izkušnja tukaj je, da pač ko dobiš neko tako izkušnjo, rabiš dobiti izkušnjo, rabiš biti tudi nekako razumljen v tem, da ne vidiš smisla v tem, da bi hodil na delavnice. Ampak ko dobiš to izkušnjo, potem pač seveda gledaš drugače. Kaj te je prepričalo, da sva šla? Jaz te sigurno nisem z mojim teženjem prepričala, da pa je. Ne, to ne, ampak v bistvu slišal sem to, da ti je mar za najin odnos. Neko zavedanje, da pa vseeno sama ne zmoreva vsega, pa da načine, ki se midva lotevava, so bili zelo mukotrpni, dolgotrajni, nefunkcionalni. Ves čas sva se zapletala v iste plese, v iste zgodbe in to je bil pač način, da sva z neko zunanjo pomočjo lahko postavila stvari v drugačen okvir. Meni je bilo pač najbolj pomembno to, da se najde prostor tudi za moj del, da sem tudi jaz slišan, da obstaja več perspektiv, da lahko pač pogledamo skozi moje oči, pa skozi tvoje oči, in da potem se je ustvarilo nekaj novega, da ni bilo samo po moje ali pa samo po tvoje. In to so neke take izkušnje, ki jih seveda težko je to razložiti, težko je o tem govoriti brez izkušnje. In kar je pomes rekel pri najinih delavnicah konstanta, vedno več ljudi prihaja, zato ker pač govorijo o teh izkušnjah. Ker se počutijo varno. Počutijo se varno in pač tako gre ta proces. In ne moreš nikoga prepričati, zato ker danes je res veliko enih možnosti in je tudi prav, da v bistvu ljudje gledajo na kvaliteto in na kvaliteto teh izkušenj. To je res. Druga stvar, oziroma z moje perspektive, to niti ni druga stvar, obisk teh delavnic, ko sva midva začela te stvari delati, jaz se nekako zavedam in sem ful hvaležna za to, da sva imela res srečo z najinimi učitelji. Midva sva se v glavnem izobraževala sicer v tujini, kar je bilo zame težje zaradi jezika, pa tudi zaradi tega stika s čustvi. Ampak v bistvu sva se učila od res dobrih ljudi in tudi to, kar sva se midva naučila, prenašava zdaj v najine delavnice. In eno stvar, ki so nam jo najini mentori, najini učitelji dali vedno zelo v zavedanje, je, koliko je pomembno držati skupino v nekem občutku varnosti in koliko je pomembno to, da je tisti, ki uči, prvi, ki sliši in prvi, ki zna razviti empatijo. In jaz mislim, da je to prav najina specialiteta, delati s skupinami, res uživava, dobra sva v tem in tudi ljudje, ki odhajajo napolnjeni in
napolnjeni z nekim upanjem in novim znanjem. In jaz sem ful hvaležna za to, tako da hvala vsem, ki ste bili na delavnici in ki boste še prišli na najne delavnice, ker skupaj, kaj že, delamo lepši svet. In lepše vreme. Ajde, ja. Ja.